Pozdrav v imenu Trima. Najprej moram tudi jaz čestitati gospodu Millerju oziroma Avstriji, ki je znala res odlično potegniti v en proces internacionalizacije praktično vse subjekte, ki so spremenile avstrijske firme in tudi sicer mislim, da Avstrijo in naredila Avstrijo prepoznavno v svetu. Jaz vam lahko iz svojih izkušenj povem, ker sem že veliko let nazaj, več kot 5, mogoče 7 ali pa 10 let enkrat povabljena, ko je bila še Bank Avstrija pred Unikreditom, kako so oni pragmatično in praktično začeli prodirati na nekatere trge, kjer smo recimo Slovenci imeli prednost, pa smo jo potem ravno zaradi njihove praktičnosti in odzivnosti in pa predvsem povezanosti države, gospodarstva, zavarovalnic, bank in še kakšnih podpornih inštitucij znali v 5-10 narediti res izreden preskok, tako da res moje iskrene čestitke in mislim, da se vsi v svetu lahko zgledujemo po njih. Dej, kar se tiče vzornega primera Trima na avstrijskem trgu, bi rekla, da je primer ni pa vzoren primer zaradi tega, ker si želimo mnogo več in mislim, da imamo tudi mnogo več priložnosti. So pa nekatere ovire, ki jih mi enostavno do zdaj nismo uspeli preskočiti. Mi, tako kot je bilo tudi pokazano generalno, mi do 2 do 3krat več uvažamo iz Avstrije, kot izvažamo v Avstrijo in mislim, da so nekatere točke, v katerih bi se bilo smiselno verjetno bolj na naši kot na avstrijski strani pogovoriti. Tako da bom tudi v tem smislu določene stvari rekla, mogoče tudi kakšno besedo, ki komu ne bo čisto všeč, pa mogoče tudi komu se zdi, da ni čisto tako kot je, ampak jaz bi želela reči, da v svoji prezentaciji bom pokazala tako, kot mi čutimo v odnosu do avstrijskih partnerjev oziroma kot mi vidimo, da se stvari razvijamo in kjer bi se dalo še kaj izboljšati. Samo na kratko, Trimo je prisoten po svetu, skoraj na vseh kontinentih sveta. Naš fokus je Evropa, tu, kjer imamo krogce, imamo tudi proizvodne enote, sicer imamo pa firme, predstavništva in pa agente. Glavni fokus naš je Evropa. V večini držav imamo svoje firme, v Avstriji imamo predstavništvo v Lincu. Takole se je razvijala naša tržna mreža po posameznih letih. Začeli smo sistematično s prvim podjetjem v Nemčiji leta 1990 in jo nadgrajevali potem po posameznih letih samo tržno mrežo. Struktura naše prodaje je poleg Slovenije predstavlja največji trg Zahodna Evropa in med njimi tudi seveda Avstrija, ostali del pa predstavljajo potem pač centralna Evropa, države nekdanje Jugoslavije in tako naprej. Če pogledamo zdaj samo avstrijski trg, mi delamo na avstrijskem trgu v bistvu že več kot 20 let. Povprečna prodaja v obdobju 1997 do 2006 je znašala dobrih 6 milijonov. Leta 2006 smo v Avstriji odprli predstavništvo in kot vidimo tukaj dol iz teh grafov, vidimo neke značilnosti, ki zelo veljajo, tole ni samo posledica krize, to je tudi posledica nekih zadev, ki bom v nadaljevanju pokazala. Zelo nam je padal izvoz v letu 2009, tudi 2010. Zdaj, če pogledamo, smo v temle obdobju na nivoju plana ali pa malenkost čez plan, se pravi, stvari so se začele zdaj nekje stabilizirati. Zdaj, sama struktura prodaje, ki jih imamo na avstrijskem trgu, so modularne enote, kontejneri, strehe in fasade, manjši del, jeklene konstrukcije, majhen del in ostalo. Zdaj, kakšen bo naš fokus, oziroma kakšen je bil zdaj fokus? Modularne enote so bile v glavni del tega našega izvoza do sedaj. V nadaljevanju pa prihajamo na avstrijski trg z novim produktom, ki se imenuje Kubis, Kubis One in Kubis Air, za katerega so predvsem arhitekti in projektanti pokazali izjemno veliko zanimanje.
kdaj lahko v Avstriji sploh uspeš, če si res unikaten, če boš ti prišel z enim podobnim produktom, potem je vnaprej jasno, da bo izbrana avstrijska firma, mora biti res odličen produkt in odlična rešitev. Ključni kriterij izbor je, ali nimajo proizvajalca, ali je edinstvenost tako visoka, ali imaš tako nizko ceno, ali pa si izjemno fleksibilen, medtem ko, če prideš s povprečnim produktom in s produkti, ki so, se mi zdi, da je škoda izgubljati besed. Ko stopaš na avstrijski trg, je izjemno pomembna korporativna kultura in tu mi opažamo izjemno močan patriotizem in to se je pokazalo v obdobju, tam ko ste videli, da nam je na polovico padel izvoz. Lahko povem čisto na konkretnih primerih, ko smo konkurirali na tenderih in bili po tehničnih karakteristikah daleč boljši od naslednjega, so se odločili zaradi tega, da so ublažili krizo za domačega proizvajalca, ne glede na to, da smo bili in cenovno ustrezni najboljši in tudi tehnično daleč najboljši, vendar so dali prednost domačemu dobavitelju zaradi tega, ker so ublažili krizo in to so tudi dejansko povedali. Pogosto se v odnosih, posebej ko prodajaš, postavlja odnos, posebej na začetku, več vrednosti in zelo veliko je predsotkov o tem, kako mi in česa vse ne znamo, tudi če gre za internacionalno firmo. Zaradi teh razlogov je prvi korak do sklenitve posla izjemno dolg in zahteven, vendar ko imaš priložnost, da dokažeš svoje kvalitete, se lahko vzpostavi tesen, dolgoročen in partnerski odnos in tako lahko rečem, da s tistimi, s katerimi delamo to dolga leta dobro in kar bi rada povedala še to, da z njimi potem razvijamo te odnose tudi širše, tudi produkte, tudi storitve. Kaj jih navdušuje? Prva stvar je vsekakor izvirnost, druga mednarodnost, s tem, da pokažeš, da imaš mednarodne izkušnje na različnih področjih, seveda tudi ustrezne certifikate, celovitost rešitev in pa fleksibilnost. Kako mi gledamo, kako bi se lahko bolj povezali, kako bi naredili boljši partnerski odnos, in pa kako bi izboljšali tržno pozicijo, predvsem to, kar sem rekla že na začetku, sistematična podpora inštitucij, ki so združeni v celoten proces podpore posamezni firmi, celotnemu gospodarstvu, medtem ko pri nas je to mnogo težje, ker moramo mi kot posamezna podjetja zelo velikrat posamezno nastopati. Potem lahko bi se povezali z še bolje na inovativnih produktih, ker smatram, da Slovenci imamo pri tem kar veliko stvari, kjer lahko združimo tu moči. Mi z največjim dobaviteljem Fest Alpine v tem kontekstu tudi delamo in razvijamo nove produkte, tudi kakšne storitve, že desetletja skrbimo za razvoj celotnega procesa, tudi kakovosti in moram reči, da tudi zelo tesno sodelujemo in smo razvijali tudi informacijsko podporo med obema podjetjema in na ta način zracionalizirali stroške. Kar opažam pri avstrijskih poslovnih partnerjih, da so izjemno praktični, pragmatični, drzni in enostavno stopijo na trg, medtem ko mi, po moji oceni, si vzamemo preveč časa, včasih tudi preveč kompliciramo in pa, kar se mi zdi, da bi bila ta izmenjava izkušenj izjemno pomembna, tudi ta njihov model internacionalizacije res zelo dobrodošel. Trima ponuja sicer v svetu celovite rešitve od vstopa na trg ideje razvoja, ne delamo samo na developmentu, ampak tudi na researchu določenih stvari, projektiramo, proizvajamo, montiramo in servisiramo. Naš prodajni program zajema jeklene montažne zgradbe, jeklene konstrukcije, modularne enote, kontejnerji, ukvarjamo se s strehami in fasadami, kjer proizvajamo ognjevarne, strežne in fasadne
panele, novi proizvodi pa so v zadnjem času tisti, s katerimi prihajamo na trge, tudi na avstrijski trg, z tem, da menjamo tudi naš, oziroma dopolnjujemo produktni portfolio. Omenila sem že Kubis, en je Kubiser in pa Kubis One, Artmi, kjer dajemo še dodatno unikatnost našim produktom in seveda rešitve z ekosolarjem v različnih oblikah, športnimi objekti, visokoregarnimi skladišči. Modularne enote so tisto, kar v Trimu predstavlja največji del izvoza v tem momentu za različne namene, od bivalnih enot, pisarniških, sanitarnih, telekomunikacijskih, za vojaška naselja, za centre, za ravnanje z odpadki in posebne modularne enote. Kubis One je produkt, ki ga sedaj plasiramo na avstrijski trg, torej so eni od takih primerov, in pa ultimativno najboljšega, vsaj eden najboljših tankih fasadnih sistemov, ki zagotavlja izjemno energetsko učinkovitost, s katerim prihajamo sedaj na trg in smo ga nekaterim avstrijskim arhitektom že predstavili in smatrajo, da je res velik dosežek na tem področju. Artmi je unikaten produkt, ki zagotavlja unikatnost cele zgradbe ali pa posameznega dela zgradbe. Še na kratko nekaj referenc, ki smo jih naredili v Avstriji, sicer smo delali za Baumax, torej je bil tudi nagrajen na arhitekturnem natečaju. Iz modularnih enot smo dogradili bolnico, Eurohotel in podobno. Tu so pa še nekaj referenc po svetu, kjer smatramo, da bi lahko tudi pa Avstriji kaj več naredili na letališčih, tudi na takih in podobnih zgradbah, na športnih objektih, na trgovskih centrih po svetu, nekaj takih, ne. Zakaj se pa ne premakne? In dale še nekaj konkretnih primerov. Evo, tako, hvala lepa.